Dražgoška bitka. Spet se je po hribih in dolinah slišalo pokanje. Ja, pokanje avtomobilov. Naj vas pomirim, če ste slišali neke poke, to ni bilo orožje, ampak Volkswagen Polo Darka Peljhana. Smo pa res imeli bitko. Pa si poglejmo, rejli železniki. Gledate pregled dogajanja tretjega rejlija slovenskega državnega prvenstva. Jubilejna peta izvedba rejlija Železniki, tudi petič je seveda jubilej, se je tako kot lani začela v petek zvečer z 2 prehodoma hitrostne preizkušnje Dražgoše sprint. Največ sta seveda obetali vrnitvi lanskega zmagovalca Vlastimila Majerčaka in domačina Boštjana Logarja. Ena izmed teh vrnitev je obrodila sadove, a o tem seveda pozneje. Lansko leto so se nekateri dirkači pritoževali nad prevelikim premorom med preizkušnjama, zato so letos uporabili poseben sistem za drge, ki pa je verjetno neinformiranemu navijaču povzročil težave, saj po boljšem avtu s prve preizkušnje ob 19:25 spet prišel v fičo Andreja Mraka. Datum 30.6.2018, ura 11:09. Test Happy Davča 1. Če ste bili na tej hitrostni preizkušnji, ste imeli veliko šanso, da ste videli počasen dirkalnik. Na tem pravem testu je namreč padlo 7 posadk. Se vidimo na popravnem izpitu? A k sreči ni bilo nič zvite karoserije, po večini samo tehnične težave. Videli smo, da je Davča pravi test, tudi Aleš Zrinski je moral menjati gumo. In potem na makadamskem delu dejansko je gumo sezul, tako da sva mogla ustaviti, ker je bilo do cilja še okoli 7 km in sva dejansko menjala gumo. Tako da, evo, naredimo malo reklame, bravo Vili ušla in nova dvigalka je rešila, da je šlo samo slabe 3 minute, sicer bi šlo kakšnih 5-6, ne? In tukaj gre možnost za zmago v diviziji 3. Sledil je podlong, ki pa je dosti krajši in ni predstavljal problema. Ostanimo pri Davči potem. Če ste bili na začetku pozorni, ste slišali, da je ena izmed vrnitev obrodila sadove. Logično je, da druga ni. In na 5. hitrostni preizkušnji je probleme imel... škoda, Čakaj, ne on? Prav ste slišali, Vlastimil Majerčak je odstopil. Tehnične težave, kot vsi ostali. Šalo na stran, s tem odstopom smo izgubili velik boj za zmago na rejliju. Naj spomnim, lansko leto je med Majerčakom in Turkom odločila razlika samo 0,2. 1/5 sekunde, ne, preveč matematike. Dejstvo je, da se je Roku Turku s čisto vožnjo brez napak, seveda, obetala lahka zmaga. Čas je za Halftime Report, še vedno brez sponzorja. Kot omenjeno, Turk vodi pred kom drugim kot pa Dečekom. 48 sekund je razlika. Andreja Nučita pa se bo zgleda moral malo potruditi za 3. mesto. Humar je samo 11 sekund za njim. Na prvem mestu v diviziji 1 najdemo, pozor, Boštjana Logarja, a samo 5 sekund pred Štucinom. Še sam ne morem verjeti, da je tako. V diviziji 2 res vodi Alex Humar, a vsakič je zaostanek Tima Novaka manjši. V diviziji 3 po polovici vodi Simon Mlinar, ki je v Železnike prvič prišel s Clio. Tudi tukaj še zna biti zanimivo. Zrinski hitro pridobiva, a zaostanek je še vedno velik. Še 4 preizkušnje so sledile. Soriška planina in vsem znane Dražgoše, vsaka po 2-krat. Glavno vlogo v drugem delu je igralo vreme, kajti med kosilom se je ulil dež, ampak k sreči samo ploha. A veliko dirkačev je igralo varno, šli so z dežnimi gumami, kar se je splačalo za drugi prehod Sorice. Sem kar zadovoljen, na Sorici je bilo, na spustu bil mokr, tako da smo mislim, da kar zadela, vidim Dražgoše so bile čisto suhe, ampak okej, pač bil je nek kompromis, šli smo na varno varianto. Zato je ta Happy zmagal Andreja Nučite z Abartom 124. Tole sem uganil. Ko smo že pri zmagah na HP-jih, Majerčak jih je do odstopa zmagal 3, Rok Turk pa je z zmago na Power Stageu prišel do 6. Rok Turk, hat-trick, 3 dirke, 3 zmage v letošnji sezoni državnega prvenstva. Boljše se ne da začeti, ste zadovoljni z dirko in pa predvsem s popoldanskim izplenom, z strategijo in s pneumatikami ob nekoliko nepredvidljivem vremenu. Ja, vsekakor bi bilo narobe, če bi rekel, da nismo veseli. Jasno, da smo veseli začeti sezono v bistvu s takimi rezultati in nek napredek od lani je, moramo se truditi, da bo šlo še boljš naprej. Popoldne smo sicer nekaj malega probali, ampak težko bi rekel, da se je obneslo ali v dobro ali v slabo stran, ostali smo na ismu, tako da bo treba verjetno
kakšne novitete še potuhtati, da biti še hitrejši. Turk me spominja na Schumacherja ali Vettela s tako dominanco. A divizija 1 je dobila status bojev. Dame in gospodje, Boštjan Logar. Boštjan, zmagovalec divizija 1, zanima me, tukaj ste domačin, kakšni so občutki? Res je, neverjetni. Občutki so res neverjetni. To je bila pa ena večjih borb v moji dirkariji. Moram pa tudi reči, kolikor sem res domačin, pa poznam relativno cesto, ampak je bil pa tak pritisk, da... Boštjan, svaka ti čast. Škoda, da ni sredstev za celo sezono. Tudi Štuca je moral priznati premoč. Rad bi pa sam povedal, da vsa čast Boštjane za take cajte. Humar je tudi šel domov z gromozansko prednostjo. Več kot minuta in z izplenom vseh možnih 75 točk v diviziji 2. Kakšni so občutki, kako je bilo? Ja, brez kakšnih težav. Mislim, da so dobila vse hitrostne preizkušnje, tako da je bilo zanimivo. Malo je zdaj zadnja hitrost, predzadnja je bilo malo mokro, tako da je še malo popestrilo, malo nam je avto pa nahaja, ampak neč kritično, tako da je bilo okej. Ste pa bili zadovoljni z izbiro gum, ki ste jih izbrali glede na vremenske razmere? Ja, zmeraj se da še kaj bolje, ampak glede na to, da pač lahko sem dve sabo vzameš več kot toliko ne moreš, ampak so zadovoljni. Zdaj, do Aleksa pa, kaj ne rečem, malo še izkušen, pa spustiti se v smrt, ne, druge ni. Svaka čast tudi Simonu Mlinarju za prvo zmago v diviziji 3. Tudi prvič s tem avtom. To ni kar tako. Kakšni so občutki? Trenutno fantastični. Želim, da je pač, kot ste rekli, prvič v tem avtu, sem brez besed trenutno. Pa so bili vmes kakšni zapleti ali je šlo vse? Naredil sem nekaj napak, tako da drugič pa boljše. Super, hvala, srečno! Hvala. Več intervjujev si lahko pogledate v zadnjem videu. Zahvala za te intervjuje gre ekipi Video MV in Aljoši, da so mi v stilu VRC pustili zraven še z enim mikrofonom. Kot zmeraj, na koncu sledijo končni rezultati. Medtem ko jih gledate, vas že zdaj povabim najprej na gorsko hitrostno dirko GHD Lučine 11. in 12. augusta, pozneje pa še na naslednji rally slovenskega državnega prvenstva Rally Nova Gorica 7. in 8. septembra. Do takrat pa uživajte v počitnicah. Lep sončni pozdrav vsem!